Pa smo ne iz Jupitra, ampak smo kar v studiu Radia Fantasy ostali. Z mano je že Mitja Terče, direktor podjetja Erasol. Dobro jutro. Dobro jutro. Kak smo? Super, super. Dolg te ni bilo, kje si bil? Delo. Sončne elektrarne, zdaj poslušamo, ne? Nafta, gor, bencin, gor. Sončne elektrarne, gor, elektrika, gor, vse gor. Tako da, Vse gor. Ampak, delo gor, povpraševanje gor. To absolutno se strinjam, ampak da mi nekaj povej. Zdaj je cajt, ne? Ko vidim, da so spet subvencije, splača se sončna elektrarna, splača se električni avtomobil, ne? Ampak, da sončna elektrarna da kaj od sebe, jo je treba pa najprej spucati. Vsekakor imamo ogromno tudi tega dela, se pravi na področju čiščenja, vzdrževanja, ravno pomlad je glavno obdobje za čiščenje, se pravi, da pred glavno sezono elektrarne, to je pozna pomlad, poletje, ko elektrarna da največ od sebe, da jo očistimo, tako da je zdaj pravi trenutek, imamo ogromno dela, ampak imamo pa ravno ta problem, ko si se prej hecala, da je tudi ogromno povpraševanja za elektrarne, tako da ne vemo več, kje se nas glava drži, kaj bi prej. Smo ponosni, da sami vse delamo, tako smo tudi vrsto let delali in se tudi tako uspešno uveljavili, ker samo tako lahko zagotovimo kvaliteto. Slabost tega modela je pa pol, da se ne moreš kot neka žaba razširiti pa skrčiti oziroma težje, ker s svojimi ljudmi lahko zagotavljamo kvaliteto in to smo. Zdaj bi pa lahko cele dneve samo čistili, pa cele dneve samo montirali, pa cele dneve samo vzdrževali. Ni nas pa trenutno toliko, da bi lahko vse to podelali. Ja. Naenkrat. Naenkrat ne gre, če pa počakajte kakšen dan ali dva, pa absolutno se da. Seveda najdemo obdobje, ampak res trenutno je res glavna sezona za čiščenje in tudi za montažo in potem je dela veliko. Na katero stran bova šla danes najprej? Na montažo, na prodajo ali greva na čiščenje? Gremo mogoče na obe dve sta aktualne, ampak mogoče je res klasično je seveda čiščenje to obdobje, kot smo rekla, in je seveda treba elektrarno očistiti, sej po 2, 3, 4 letih kliče nas zdaj pogosto stranke 5, 6, 7, 8, 9 let stare elektrarne, ker jih že tako težko očistiš, potem je še vprašanje garancije na panele, ker so določene stvari zapečene in je res ekstremno dolgo in je tako tudi mogoče en poziv, da se res to 2, 3, 4 leta očistijo elektrarne. Imamo elektrarne na kakšnih kmetijskih objektih, kjer jih vsako leto čistimo, pa se čudimo, pa se to ni res, da je spet tako umazan. Tako da je tudi malo od okolja odvisno in res, ko pogledajo stranke gor proti panelov in če zgledajo nekako hrapavi, prašni, tako ne več, tako stekleni sijaj, potem je res že skrajni čas, da nas pokličejo, tudi proizvodnja bo večja, tako tudi izkoristek, tudi dlje bodo delovali in tudi bodo ohranjali tisto garancijo, ki jo imajo, tako da mogoče je res čas za eno čistilno akcijo na njihovih panelih. Torej, čistilno akcijo si le privoščite, kako pa imava midva z naročilom te vaše čistilne akcije? Lahko to preko spleta naročimo ali pokličemo in kako je potem tudi glede plačila? Imate različne pakete verjetno? Imamo vse možnosti, se pravi, lahko pokličejo na 080 1676 ali nam piše e-mail, najbolj enostavno je pa na spletni strani obrazec za čiščenje, tudi en kalkulator prihrankov, malo predstavitev, kako smo nekako nemško certifikat imamo za čiščenje, tudi kvalitetne nemške stroje, potem z mehko vodo to čistimo, kako to s krtačo, posebno za panele čistimo, posebne šampone, skratka tudi malo predstavitve je na spletni strani in tam obrazec, potem jih pa kontaktiramo, pa se dogovorimo za en termin čiščenja, se malo pogovorimo. Kar se tiče pa samega načina plačila, ali stranke, predvsem naše, pa malce manj od drugih nekako sklepajo pri nam vzdrževalne pakete, kjer eno leto očistimo, drugo leto naredimo pregled elektroinštalacij in ta paket je nekaj cenejši, kot da bi storitev sam naročil, pa še cel kup podpornih stvari zraven dobijo pa paketov, se pravi, da nadaljavo spremljamo elektrarno, rešujemo, posodabljamo in podobne stvari. Lahko pa rečejo, halo Erasol, pridite, smo od tam pa tam, velika elektrarna, rabili bi samo čiščenje, se odzovemo, očistimo, pošljemo račun, ga stranka plača in
uredimo tako zadevo. Se pravi, bolj od stranke odvisno, ali neko dolgotrajno sodelovanje ali pa enkratno. Že Zdajle 9 pa je let to to. nisem čisto, zdaj pa res morate ta teden nujno priditi, pa se bomo probali, tako kot smo malo prej, čim prej, ampak če je 9 let počakala, verjetno še kak teden, 2 lahko zdrži, ampak se prej probamo ugoditi, da se to čim prej zgodi. In hkrati, če smo na osnovni temi, bojo pa mogoče v teh časih stranke tudi razumele, da je dizel drag in da verjetno se, ne vem, s Celja na Koroško z eno elektrarno je predrago, da se peljemo. Se pravi, da ko naredimo eno turo proti Koroški, pridemo in to ni nujno naslednji dan. V redu. Bova midva nadaljevala, zdajle pa malo poplahneva grlo, pa pogledava, če je kak čebelji drekec na kakšni sosednji elektrarni tukaj, ker ti so baje tisti trdovratni. Pa smo nazaj, 17 minut je do 8 in z mano je Mitja Terče, direktor podjetja Erasol. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Zdaj, Mitja, midva sva že malo obdelala stvari, kar se tiče sončnih elektrarn oziroma bolj čiščenja. Pomladansko čiščenje, se veš, pomlad je tukaj, čiščenje omar je prišlo na vrsto, pa tudi sončnih elektrarn, da bojo seveda bolj ždelale, ne? Ja, omara je bolj varna za očistiti sam, tukaj pa se vsekakor kupcem bodočim svetujemo, da ne lezajo po strehah, če se res tam ne počutijo varne. Absolutno se strinjam s tabo, ampak veš, kaj mene zdaj zanima? Zdaj, nekako del čiščenja sva midva že obdelala. Se pravi, če kdo ima elektrarno in jo želi zdaj očistiti, pokliče vas, pridete, spucate, zrihtate, ugodni paketi so na voljo, ni da ni. Telefonsko številko, kam še lahko pokličejo? 080 1676 ali pa www.erasol.si. Ok. Mene ena druga stvar zanima, ne? Sej veš, okoli nas divjajo vojne, zaradi tega se posledično draža vse. Kak je pa z elektriko? Ja, se pravi, noben segment ne bo imun tem podražitvam oziroma že ni. Borzne cene za naslednje leto so nekje 20% že višje elektrike, kar se zna to tudi naslednje leto preleviti v podjetja, gospodinjstva in podobno. Trenutno zaradi veliko sonca, zaradi obdobja, ki prihaja, so še trenutne borzne cene nizke, ampak nekako večina poslov je terminskih, kar pomeni, da zna na dolgi rok vplivati. Se pravi, z danes, jutri se ne bo ne podjetjem, ne gospodinjstvom nič pomembno spremenilo, zna se pa elektrika v naslednjem letu ali pa potem v naslednjih letih, odvisno kako dolgo bo ta konflikt trajal. Borze predvsem za naslednje leto dviguje cene, potem so spet na predhodnih nivojev, se pravi za leto 2028. Realno je pričakovati nek dvig, res, da se bo verjetno država trudila, da to nekako zameji. Zadnja zamejitev nas je stala nekaj 100 milijonov iz davkoplačevalskega žepa, da so imela gospodinjstva nižjo ceno in vprašanj. Še vedno imamo en najnižjih cen v Evropi, kakšni Nemčiji plačujejo več kot 2-krat toliko, recimo gospodinjstva za elektriko, tudi Avstrijci skoraj 2-krat toliko in bodo zdaj kmalu še več plačevali. Vprašanje je trenutno in bomo rekla, aktualne teme, kdo bo na oblasti, kako se bo sploh tega problema lotil. Druga stvar je pa tudi matematika, realnost, ali bo imela naša država dovolj denarja, da brez trošarin ali pa nizke trošarine na nafto pomaga, prevoznikom pomaga, podjetjem pomaga unim, pa da bo še nekaj 100 milijonov ostalo, da še pomaga gospodinstvom, da bodo imela poceni elektriko. Gotovo je tu bolj prava, mislim tako, se mi razmišljamo, da vsak za sebe poskrbi in tu je rešitev sončna elektrarna. Glih sem hotela reči, veš, ko pravijo, ne, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Torej, kupte si sončno elektrarno, če si ćete sami pomagati, ne? In električno avto, kar zadnje čase opažamo, je res velik trend povpraševanja, tudi montiramo polnilnice za električna vozila in trenutno recimo vsaka četrta stranka ali nima ali ne bo imela električnega avta. Če je bilo to še, ne vem, 2 leti nazaj, da je vsaka četrta načrtovala ali imela, ga zdaj nima in je res ta komplet potem
prava rešitev. Se pravi, izogneš se podražitvam goriv pogonskih, pa imaš jih celo, ne rabiš čez vikende, ne vem, iskati po Celju 12 črpalk, da najdeš dizel, da lahko grejo ljudje delati potem ponedeljek. Skratka, tega si tudi izogneš in na drugi strani vseh podražitev, tako doma za elektriko kot za prevoz, in tega zdaj res ogromno opažamo. Ampak jaz bi rada to elektriko, ki jo pridelam, tudi nekam shranila. Ker ne, se veš, je fajn, če imaš kaj na zalogi. Trenutno je ta sistem 15-minutnih meritev, se pravi, elektrika gre najprej iz elektrarne k porabnikom, potem se uskladišči v bateriji, potem gre pa poceni v omrežje, potem jo pa po redni dragi ceni kupujemo iz omrežja. Zdaj seveda hranilniki so že 2 leti praktično standard elektrarne in zaradi nekako trajnega padanja cen, ki se je zdaj zaradi vseh podražitev pa zaradi omejitev izvoznih podpor Kitajske malce umiril padec cen baterij, ampak količina baterij se povečuje. Če smo pri nekih standardnih elektrarnah 11 kW 2 leti nazaj vgrajevali 20 kWh baterije, smo zdaj že pred 30, če je električen avto zraven 40, 50, tudi recimo par dni nazaj 75 kWh za gospodinjsko elektrarno, kar je nekako že kar veliko. Tako da je zaloge za nekaj časa, je pa treba povedati, da je to predvsem zaloga iz dneva na večer, ne iz poletja na zimo. Ali pa si v službi, pa pride službe, pa je električni konjiček prazen, čez dan je bil sonce, pa potem to preneseš nazaj v avto, pa narediš nekaj 100 km spet naslednji dan. Ok. Ja, spet en kup enih informacij, čas pa se nam je žal že iztekel, ampak to pomeni, veš kaj, Mitja, da boš mogel priti še enkrat, pa da malo obnoviva spet znanje. Si za? Vsekakor z veseljem, preden podražamo še elektrarne, še enkrat ti zadnji poziv, imate še en teden, preden grejo cene gor. Zmenjeno. Do takrat lep dan in pa seveda čim več montaže, ne, sončnih elektrarn. Hvala.